evropska kmetijska politika je stara 55 let. Je bila pravzaprav prva skupna politika in je še do danes ohranila primat najbolj pomembne skupne politike, kar se tiče proračuna. Še zmeraj se 38% evropskega proračuna namenja za skupno kmetijsko politiko, s tem, da je poleg teh osnovnih ciljev, ki jih je imela sprva, da omogoča, da se evropsko prebivalstvo prehrani in da imajo hkrati kmetje dovolj ali pa nek primeren dohodek, se zmeraj dodajo še novi cilji in tako je politika postala izrazita politika v javnem interesu, ki naj to varuje naravo, biodiverziteto, vodo, ohranja poseljenost, skratka, vedno bolj je ta politika v interesu vseh državljanov EU. Evropska politika ima vrsto ukrepov za mlade kmete, mi tudi vse te izvajamo v Sloveniji, imamo podporo za mlade prevzemnike, imamo večja plačila, neposredna plačila za mlade kmete in še številne druge. Kar se mi zdi ključno je, da mlad kmet rabi neko stabilnost in predvidljivost. Ni dobro, da se ta politika preveč spreminja in ukrepi, poleg tega pa ni dovolj za to, da bi mladi ostajali v kmetijstvu in da bi bila ta panoga privlačna. Tega se tudi v Sloveniji zavedamo, zato imamo akcijski načrt za mlade kmete, ki ima 30 ukrepov in od tega niso vsi evropski. In zdaj tudi nenazadnje Evropska komisija, ko govori o tem, kakšna naj bo kmetijska politika v prihodnje, opozarja države članice, da morajo tudi same narediti bolj privlačno davčno okolje, predvsem pa mlade kmete razbremeniti administracije. Ja, skupna evropska kmetijska politika obljublja vedno znova, da bo poenostavljena, ampak nekje se še ni našlo ravnotežje med tem, da se s temi evidencijami in birokracijami zagotovi transparentnost, razdeljevanje sredstev in tudi dokazuje upravičenost porabe javnih sredstev in med tem, da bi bila ta pot dokazovanja enostavna. Tako da zaenkrat po mojem ni nihče zadovoljen s tem, kako je administrativno zapletena evropska kmetijska politika. Obljublja se tudi za naslednje obdobje, da bi se prešlo na drugačne ukrepe, ki bi bili bolj enostavno za izvajati, tako za države in predvsem za kmete, tako da vsi skupaj polagamo veliko upanja in tudi pozivamo Evropsko komisijo k temu.